Torej, lepo pozdravljeni, tokrat z mano v oddaji Nezlomljivi. Kolega Tomaž Štih, znan pod imenom Libertarec, oglaša se v živo z mano tukaj iz Londona. Zdrav, Tomaž. Lep pozdrav. Danes bomo govorili o raznih zanimivih reformah in pa zanimivih idejah za prihodnost Slovenije in pa tudi kam potuje Slovenija, kam potuje svet in kaj moramo narediti, da bo naša družba postala nezlomljiva in pripravljena na šoke, iz šokov vedno močnejša. Torej, Tomaž, spremljam te že več kot 15 let, sploh tvoj blog Libertarec je izjemno dobro spisan. Imaš še vedno tiste arhivske članke na voljo, da si jih ljudje preberajo na tvojem blogu? Ampak mogoče jih bom dal nazaj nekoliko bolj lektorirane, ker takrat sem pisal brez lektorja in glede na že dolgo ne govorim slovensko, ne. Ja, okej. Si že malo polkar človek, ki je toliko časa v Angliji, že malo zarusta vrata v materinem jeziku, lahko, ne? Ja, pri vejcah pa pri začetnicah iščem Google. Ja, tako. Okej, dajva kar začeti z perečimi vprašanji. Torej, trenutno, kot veš, v Sloveniji imamo kar nekaj debat okoli okoljske in pa nepremičninske zakonodaje, ker ravnokar je vlada sprejela zakonodajo na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj. Pa me zanima malce bolj tako svetovno-nazorsko, laično. Daj malo povej iz tvoje perspektive in iz poznavanja tudi ekonomije in pa politične filozofije, kako in koga v resnici pogosto ščiti okoljska in pa nepremičninska zakonodaja. Pa če dava lahko mogoče kakšen tak primer, da se bojo ljudje lahko predstavljali, kako neka zakonodaja, ki sicer zveni dobro in zveni kot da ščiti naravo ali pa da ščiti neke ljudi, pa v resnici lahko povzroča distorzije na trgu, višje cene nepremičnin in težjo pridobitev hiše in tako naprej. Načeloma so v ceni stanovanja, poleg tega je cena tržna, da se oblikuje po ponudbi po povpraševanju, so trije glavni dejavniki. Eden je dostopnost kapitala, to se pravi, koliko poceni so krediti, ker kakor pravi pregovor, ko imajo otroci denar, imajo kramar sejem. Drugi je regulacija gradnje in tretji je davčna zakonodaja. Saj vemo, da tisto, kar obdavčujemo, tistega je manj, zato tudi obdavčujemo CO2, da bi ga bilo manj, pa zato obdavčujemo alkohol, pa kajenje, da bi ga bilo manj, čeprav vprašanje, če ga je. No in ta srednja zadeva, regulacija gradnje je tista, ki podraži gradnjo po načelu 1000-krat nič je ubilo osla. To je tista znana antična pravljica, ko sta šla oče in sin v dolino in sta na osla dajala vsak samo še eno majhno stvar. In na koncu je osel poginil, ker sta na njo obesila 1000 stvari. In na ta način regulacija vpliva na ceno gradnje. Vsak predpis o materialih, ki jih morate vgrajevati v hišo, vsak predpis v gradbeni zakonodaji o tem, kako morate graditi, kakšne nadzore morate imeti, kakšno energijsko sliko morate imeti, pa tudi vsak predpis o tem, koliko soglasij morate dobiti. Vse to zavlačuje zadevo, zavlačuje financiranje, stane denar. In če vi primerjate recimo ceno enega kvadratnega metra zemljišča, na katerem ne smete graditi, pa imate takoj poleg kvadratni meter zemljišča, na katerem smete graditi, boste ugotovili, da se cena napihne za nekaj 10-krat. In potem se treba vprašati, kaj je ta faktor 10. In ta faktor 10 je cena dovoljen, da tam smete nekaj postaviti. Ker to je edina razlika med obema kvadratnega metra zemljišča, ki se darita. In kaj bi rekel, komu pa koristi takšna zakonodaja, ki ljudem onemogoča oziroma otežuje, da bi prišli do svoje nepremičnine oziroma gradili svojo hišo ali nepremičnino? Komu to koristi? Ker sigurno ne koristi tistemu, ki želi nekaj narediti, nekaj novega zgraditi. Koristi to morda obstoječim lastnikom? Ja, zdaj, davno nazaj, mogoče 3 mesece nazaj, točno se ne spomnim, je
časopis Ekonomist objavil posebno izdajo namenjeno samo housingu, samo stanovanjski problematiki. In njej je bila ključna ugotovitev, da je model celotnega Zahoda zavožen. In to je verjetno tudi velik problem Slovenije, ki nikoli ni prva in je vedno rada v zlati sredini, da težave, s katero se sooča Zahod na stanovanjskem področju, enostavno še ni rešil nihče. In da ni v naši tradiciji, čeprav bi si nekateri tega želeli, da se prvi lotevamo določenih stvari. In kaj so tisti strukturni dejavniki? Prvi dejavnik je gotovo to, da cena nepremičnine dejansko precej vpliva tudi na makroekonomsko situacijo celotne države, na gospodarstvo, na transferne mehanizme gospodarstva. In zaradi tega je seveda vedno v interesu države, da ima čim bolj stabilno ceno, kar pomeni, da ko raste, je državi fino, ko pa začne padati, se pa temu reče kriza. Skratka, nekdo je vedno na slabšem, ker je celoten sistem od pokojninskega sistema, domačnega sistema vezan na stabilnost cen. To je prva stvar. Druga stvar je, da se je nekje na začetku stoletja, to se pravi 1900, najbolj malo prej, ponekod malo pozneje, se je sploh pojavila dohodnina. Do tlej je bilo dokaj običajno, da so bili davki vezani na lastništvo zemlje, na lastništvo. In ko se pojavi dohodnina, so davki nenadoma vezani na produktivno delo, kar se je takrat marsikomu zdelo celo, bom rekel, nemoralno. Zakaj bi nekomu, ki ustvarja, vzemali ne pa vzemali del tega že ustvarjenega. No, ker pa davki seveda niso nekaj, kar bi bilo pravično, ampak so nekaj, kar odraža razmerje politične moči. In ker so bili posestniki ves ta čas precej močnejši od, recimo, zaposlenih, se je pač ta razmerje davčno obrnilo na način, da danes v Sloveniji praktično na zemljo ne plačate nobene omembe rednega davka, dočim pri plači ste pa obdavčeni do vratu. In seveda takšna nesorazmerja v davkih, skladno s tem, da je v Sloveniji kar velik delež ljudi, ki imajo svojo nepremičnino oziroma gospodinjstev, pripelje do tega, da niti ni nekega interesa te zadeve reformirati, ker prvič se nihče ne upa tega lotiti davčno, kar je eden od treh faktorjev. Rekla sta, eden je cena denarja, drugi je regulacija gradnje, tretja je davčna zadeva. Drugič, pri regulaciji gradnje pa spet ni tistega poriva, zaradi tega, ker večina ljudi ta problem že ima rešen, in bi bilo to reševanje nekega izrazito manjšinskega problema. In pri takšnih problemih, ko pride na vrsto. Zdaj pa težko je priti na vrsto, če ogromno ljudi že ima nepremičnine, če ogromno ljudi veliko služi na nepremičninah, če imajo vse politične elite že svoje nepremičnine in če vsakrat iz svojega okna vidi zelena polja, nikjer ne pusti več zidati. In to je verjetno kar neka kolektivna nek kolektivni krč, ki onemogoča, da bi to malo sprostili. In omenil si revijo Economist, da so naredili študije o nepremičninskem trgu. Kaj točno je bil njihov zaključek? Čeprav vem, verjetno si ti malo bolj preštudiral to revijo, so govorili, da imamo prevelik delež oziroma preveliko famo z samolastništvom in da bi se bolj splačalo biti rentnik. Je bilo nekaj na to temo? Ja, člankov je bilo več. Eden izmed njih je imel ta zaključek. Zdaj, tu se pojavita dva problema. Prvi je, da jaz zdaj prisegam, da s komerkoli sem govoril v Sloveniji o tem, vsak, ki mi je doslej govoril, da so najemi zelo dobra rešitev, pa ni bilo dobro bolj enakomerno poseliti državo, pa preseliti ljudi tudi malo v Kočevje, pa malo v Ribnico, je imel lastniško stanovanje v Ljubljani. To je recimo stvar, ki pokaže, da mogoče pa s to idejo ni vse v redu. Druga stvar je pa, da ko vi analizirate, kaj je pravzaprav najem, pridete do tega, da najem je rešitev za mobilnost.
V Sloveniji imate s tem problem. Ne? V Sloveniji se najem propagira kot rešitev, ne kot izbira, ne kot preferenca, kako želite živeti, ampak kot končna rešitev, zaradi tega, ker kupiti tako ne morete. Ne? Je razlika, ne? Razlika je v generation rent, ne? Je generacija, ne, ki ne more do nepremičnin, ne da ima preferenco, da bi oni živeli malo tukaj, pa malo tam, ne, nima denarja, da bi si kupila. Ne? In problem bo toliko hujši, ko bojo ti ljudje, ki so danes v mnogih situacijah prekarci, brez nekih resnih pokojninskih prihrankov, prišli v pokojnino, dobili neko majhno pokojnino in z nje mogli še najemnino plačevati. Tega noben ne razmišlja. Ne? Tako da najem po eni stvari je rešitev, ne? Ampak najem je rešitev mobilnosti. To je čisto drugo, kar... Se strinjam. To je v bistvu tako, tudi najem sam, ne, kot se rekel, je v bistvu rešitev za ljudi, ki imajo take poklice, ki se dosti selijo. Ne. Predvidevam, da tudi ti trenutno v Londonu si najemnik, ne, ali je tako, ne. Ampak kot si rekel, ne, v neki državi, sploh majhni državi, kot je Slovenija, ker je večina ljudi v bistvu skoncentrirana na dosti majhno področje, ne, in celo življenje v bistvu dela in živi v tem majhnem področju, je neko samolastništvo, to, da vsak človek lahko v svojem življenju prišpara in si naredi neko svojo hiško, ne, dost normalna oziroma dost pametna vizija, ki bi jo mogli nekako spodbujati. Ne. Je tako. Ja, jaz celo mislim, da pač naš vrednostni sistem, ne, v tem trenutku je nekoliko pomaknjen v levo, ne, ampak tudi z desnega stališča, ne, je nekako predstavo kapitalizmu je predstava o nečemu, kar omogoča ustvarjanje. Ne. To se pravi, nek temelj kapitalizma bi bila lastnina. Ne. In ko je lastnina varna, ne, takrat je vsak motiviran ustvarjati, ker ve, da tisto, kar bo ustvaril, bo njegovo. Ne. Ve, da bo ustvaril zase, za svojo družino in pozitivni učinki tega se ponavadi prelijo tudi v okolico. Ne. Temu se reče pač ta znamenita nevidna roka, ne, doma, kar je bilo v tistem filmu predstavljeno Greed is good. Ne. Po drugi strani, ne, je pa lastništvo naravnih virov, ne, problematično, zaradi tega, ker recimo jaz sem osebno zelo proti davku na nepremičnine, zaradi tega, ker je hiše nekdo postavil. Ne. In ni prav, da nekaj, kar je nekdo ustvaril, kar je bilo že obdavčeno, se še enkrat obdavčuje. Ne. Nekdo se je zgradil, nekdo je že vse davke plačal, nekdo je dal pač v svojo energijo v to, da je hiše postavil, to je njegovo. Ne. To je postavljeno njegovo, zato ker je on to dejansko ustvaril. Po drugi strani pa to ustvari kot zemlje. Tako je. Ja. Zemlje je trgovanje s pravicami na naravo. Ne. In to nimamo zato, ker bi nekdo ustvaril kot zemlje. Zemlje je skozi isto, ne moreš nove ustvariti to, ki je. Ne. To imamo zato, ker smo ugotovili, da je to zelo učinkovit sistem. Pač vsak za tisto, kar je njegovo, skrbi. Ne. Ampak, ne. Recimo, da je lastništvo zemlje najčistejša oblika družbene pogodbe. Ne. Pač priznava tega družba. Ne. Ti naravno nimaš pravice bolj kot en otrok biti na tisti zemlji, samo ker obstaja družbeni dogovor, je tista zemlja tvoja, imaš lastništvo. Ne. Zdaj, težava se pa seveda pojavi, ne, da vsi tisti, ki pridejo po teh dogovorih, ne, ki se rodijo danes, ki so danes stari 20-30 let, ne, niso bili zraven tega družbenega dogovora, ne, in se rodijo že kot najemniki. Ne. In tukaj pride zdaj ta problem, bom rekel, tega feudalnega razmišljanja z kapitalistično etiko. Ne. Zakaj se oni rodijo kot najemniki? Zakaj za njih ni koščka zemlje? Zakaj za njih ni prostora pod soncem? Ne. Kaj je to, kar nam, ki imamo nekaj, daje pravico, da si razdelimo predhodno vso zemljo, oni se pa na njo rodijo kot najemniki. Ne. In jaz sem pač velik zagovornik tega, da ima vsak človek svoj prostor pod soncem, ne, in da je to nekaj, kar bi mogli v družbi urediti na nek precej radikalen način. Ne. Aha. In kako bi v takem primeru, torej, če gledamo, da trenutno, to si zelo dobro povedal, ker tudi če pogledam jaz generacijo mojih staršev, starih staršev, vsi v bistvu spadajo v ta
v ta segment, ki se ga zdaj omenil, torej ljudi, ki so nekako homesteadali oziroma zasedali neka zemljišča, so si z trdim delom prigarali neko hiško, neko zemljišče tam in tu, hišico malo, vikend tam in tako naprej. In po domače povedano, kot si rekel, razrezali oziroma že zasedali slovensko ozemlje. Poleg tega, da imamo zdaj možen prenos tega, ker so naše generacije že ustvarile in zasedle preko dedovanja, seveda vemo, da vsak ne more dedovati, ker nima vsak takih staršev in tako naprej. Kakšna je zdaj možnost, da bi lahko tudi mladim, torej 20-30 letnikom, ki so trenutno primorani, da postanejo rentniki oziroma najemniki, kaj bi mogli narediti, da zdaj tudi te generacije omogočimo, da s svojimi prihranki lahko ugodno kupi zemljo, material in si s svojimi rokami postavi hišo. Točno to, kar so naši starši šli čez, ko so pri 20-30 z mašalcem delali in z lopato, in da to izkušnjo damo tudi vsaki nadaljni generaciji. Kaj moramo narediti? Tako, zdaj čudno, nenavadno, z ekonomskega stališča nenavadno je to, da je ta dobrina pri vseh dvigih produktivnosti, ki so se zgodili od časa, ko so bili naši starši ali pa detki in babice mladi pa do danes, postala bistveno dražja, zaradi tega, ker zgraditi hišo ni raketna znanost. Jaz sem iz tiste generacije, ki sem kot otrok gledal, kako so naši starši in stari starši gradili hiše sami. Mojstra so najeli za tisto, kar je bilo težko, ostalo so pa delali združno. To se da, in danes tista hiša, nobena ni nič manj vredna, zaradi tega, ker so jih gradili sami, ampak pač, če so na dobri lokaciji, so čisto enako vredne kot te super hiše, kjer moraš imeti na nadzornikov pa državne kontrole, da to narediš. Zdaj, najbrž državna stanovanja niso rešitev. Državna stanovanja imajo več šibkih točk. Ena šibka točka je, da jih ni nikoli dovolj, zaradi tega, ker če država ne gleda na ceno stanovanj, ampak gleda na nekatere druge faktorje, na socialne zadeve, potem, če so stanovanja draga za navadne ljudi, so predraga tudi za državo. Država nima denarja, da bi zgradila 20-30 tisoč stanovanj, in zato se potem poslušuje teh omejevalnih kriterijev, ki povzročijo, da ta problem enostavno nikoli ne bo rešen s pomočjo države. Omejevalni kriteriji, kot da nimo. Prejšnja vlada je imela to željo graditi stanovanja za mlade. To je vse lepo in prav, ampak recimo mi v Britaniji imamo to rešeno tako, da pomagamo prvim iskalcem, ne mladih, ker kaj pa je neki 35-letni mamici z otrokom, kaj pa je narobe naredila, da bo država jo odrezala iz teh programov, ker nima stanovanja, zaradi tega, ker ni več stara 28 let. Prej, recimo, 5, 6, 7 generacij ali pa še več, ni imel nikakršne resne podpore strani države, in tukaj se je naredila velika čakalna vrsta. In če bi danes začeli, tega ne bomo nikoli popucali. Po drugi strani so stanovanja, ki jih gradi država, pregrešno draga, ker velik kupac je ne dela s svojim denarjem, ne gleda preveč na stanovanja in kakorkoli je stanovanjski trg poskušal ta problem rešiti, vedno se je zgodilo, da je ta problem rešil stanovanjski trg, oziroma da stanovanjski sklad, oziroma vedno se je zgodilo, da je stanovanjski sklad na koncu gradil stanovanja po tržnih ali po še višjih cenah. Tretja stvar je, da se ta stanovanja potem delijo po političnih kriterijih. To se pravi, če pogledate Ljubljano, spiske za mestno občino Ljubljana, boste videli, da je na teh spiskih cel kup priimkov, ki niso slovenski. To seveda ne pomeni, da je s tem karkoli narobe. To samo pomeni, da je Slovenija tako zaprta država, da pri nas še druge generacije migrantov, ki nimajo zaledja tako, kot ga imamo mi, ne morejo priti do stanovanja na noben drug način kot država. To pomeni, da mi nismo dovolj odprta država, da jim ne nudimo dovolj priložnosti, da bi si to ustvarili sami. Tretja stvar, ki je problematična, je pa, da s tem, ko mi socialna stanovanja delimo najbolj pomoči potrebnim in to počnemo v Ljubljani,
ustvarjamo to inherentno nepravičnost, ko nekdo, ki je srednji sloj, ki ne more privoščiti kupiti stanovanja na tisti lokaciji, ko ga država podari nekomu, ki je socialno ogrožen, zato ker je socialno ogrožen. Ne? In kdo bo potem v takih razmerah delal in plačeval davke. Ne? No in če odmislimo ta scenarij, da bo država kadarkoli sposobna rešiti ta problem, računite, da letno mogoče par sto stanovanj se zgradi, letno je pa ene generacije 20,000, ne da bi vsi rabili stanovanja, ampak če upoštevate še čakalno vrsto, pridete do popolnoma non-manageable številk tega problema, ne morete rešiti s stanovanjsko gradnjo. Se je treba pač zateči šraufanje tistih 3 dejavnikov, za katere sva prej ugotovila, da so ključni pri ceni stanovanj. To pa so pri ponudbi denarja in kreditov, pri deregulaciji gradnje in zazidljivosti in pri davkih. To so 3 področja, kjer lahko država kaj naredi. V bistvu tiste resnične ponudbene plati, ki jo lahko uporabimo za to, da gradimo nove hiše, nova stanovanja, da nova generacija lahko prosperira, ali je omogočanje več zazidljivosti oziroma zazidljivih zemljišč morda tisto, kar bi bil pomemben korak pri reformi. Ker, kolikor vem, nekje si napisal, tudi pred tem sem prebral, da koliko imamo 1,3%, 1,7% naše zemlje je zazidane oziroma je poseljene z nepremičninami. Je to res? Merjeno s pokrovnostjo med 3 in 4%. Ja. Kar je izredno malo, ker to pomeni, da če naredimo dvojnik vsake hiše, ki smo jo kdaj v zgodovini zgradili, v zadnjih 2000 letih, vsake ceste, vsake železnice, bomo še vedno imeli nepozidenega 93-94% zemlja. Skratka, Slovenija ni dežela, ki bi imela težavo s prostorom, Slovenija je dežela, ki ima težavo z regulacijo. Zdaj, ali bi samo sprostitev zemlje pomagala, ne bi pa rešila tega problema, ker je treba delovati na vseh teh področjih. Ja, tako. Sprostitev zemlje bi seveda delovala na način, kot deluje, če predstavljaj si, da imaš v nekem kraju 20 zazidljivih parcel, in te zazidljive parcele imajo pač to ceno zato, ker jih je 20. Če država dovoli graditi še na dodatnih 80 parcelah, imaš ti v tem kraju konkurenco 100 zazidljivih parcel in seveda cena strmoglavi. To je temeljni mehanizem. Temeljni mehanizem je ponudba in povpraševanje, s čimer dejansko ponudbo regulira v veliki meri država. To ni trg. To je pač centralni. To sem mislil. Tako, se ravno to sem mislil, ker v bistvu se mnogi ljudje ne zavedajo, da v temelju to, kjer se da sploh graditi, določa država in s tem je v bistvu glavni vpliv pri eden večjih vplivov, pri sami ceni, ker kot si sam rekel, če bi bilo več zemljišč na voljo, bi cena zemljišč strmoglavila. Pogosto govor, ki ga slišimo od ljudi, je kaj pa kmetijska zemljišča. Pogosto se reče, ja, samo to je pa zemljišče, ki je pa dobro za kmetijstvo. Čeprav pogosto vidim, da na teh zemljiščih sploh ni nič, tudi pogosto ne kmetijstva. Kakšno je tvoje mnenje? Torej, tukaj, če bi sprostili več zemlje, pa v enem zmanjšali postopke oziroma omogočili hitrejše postopke, da nek človek pride do gradbenega dovoljenja, misliš, da bi tukaj videli neko prerojenje mlade generacije oziroma nove generacije? Jaz mislim, da če bi se lotili vseh 3 področij, tako davčnega kot financiranja, kot deregulacije gradnje, da bi naredili enega, bom rekel, najboljših socialnih programov, kar smo jih dali v zgodovini domislili. Namreč, če imajo ljudje kje za biti, je problem pol manjši. Cena najemnine je dan velik del razpoložljivega dohodka vsakega gospodinjstva in če je ni treba plačevati oziroma če je kredit za 15 let krajši, če ljudje ne razmišljajo o kreditu za stanovanje kot o nečem, kar bojo 30 let plačevali in čem bojo vezani v službi, bojo vezani pri ustvarjanju, ker bojo mogli vedno pač v ozadju glave imeti, kako bojo to plačali. Če bi nam to uspelo, bi lahko tudi
razmišljati, začeli ljudje malo drugače, ne? Ker bi imeli ta problem rešen in bi lahko svojo energijo, svoje investicije usmerili v kaj drugega, recimo v gradnjo podjetij, v kreativnost. Ne? Tako pa imamo pač generacijo, ki praktično vse svoje aktivno življenje gara, se odreka, jo skrbi, dobi rane na želodcu za navadno cementno kocko, ker smo to pač tako zregulirali. Ta rešiti na več načinov. Ne? Seveda, prvi je, da se znatno deregulira gradnja, ne? Da se sprosti ogromne količine. Pač vedno je tako, ne? Vi imate na trgu presežke pa pomanjkanje in takrat je pomanjkanje, ne? Takrat grejo cene gor, ne? Takrat so presežki, grejo pa dol. Ne? In težava Slovenije je, da mi ne dovolimo presežkov, ne? Mi ne dovolimo, da bi se zidali več, kot se rabi. To je naša uradna politika, uradna stanovanjska politika. Ne? Ker država pač ni dober centralni planer, ne? Se zgodi z zazidljivimi zemljišči enako kot stoletnim papirjem v Venezueli. Ne? Povzroči se pomanjkanje, ne? In cene grejo gor. Ne? To se je zgodilo v Sloveniji. Ne? Wow. Zdaj, ravno kar mi je na misel prišlo, v bistvu, ko dele govorijo o teh cenah, da recimo moj kolega, sicer malo starejši od mene, si ravno kar zgradil hiško v okolici Kranja in skupaj z zemljo, to čista navadna hiška, je odštel, pa je v bistvu vse delal sam, to je treba poštevati, skoraj vse delal sam, je odštel malce več kot 200 tisočakov. Zdaj, stanovanja v Ljubljani, veš sam, da so 200 tisočakov ni nič, ne. Sploh, če hočeš imeti kakšno veliko družino. Koliko misliš, da bi lahko zares eno temeljito, radikalno, z radikalnim prerezom v našo zakonodajo in pa v enem omogočenjem večje ponudbe zemljišč in podobno, koliko misliš, da bi lahko cene zbili? Ker tukaj, kot si sam rekel, gradnja hiše res ne bi smela biti raketna znanost, kakor je pri nas, ne? Ja, se pravi, bodljivo radikalna, zaradi tega, ker je tudi pogovor nekonvencionalen, ne? Razvila je idejo, ki je, bomo rekli, nekje med libertarno pa komunistično, ne? Ne? Lej, predpostavljajo, da bi lahko država že ima v lastništvu, v lasti velike količine zemlje, ki bi jo lahko sama naredila v zazidljivo, ne? Lejo so to deloma manj uporabna kmetijska zemljišča, gozdovi, karkoli že, ne? Denimo, da bi se država odločila, da udejani to pravico vsakega do svojega prostora pod soncem, razparcelirala to zemljo in rekla, evo mladi, tisti, ki ste, 20 let v Sloveniji, ne? Tukaj imate možnost vsak dobiti po svojih 400 kvadratov, ne? In zato boste plačali 100-leten najem, ne? In to vas bo stalo, 4-5 tisoč evrov, za ta denar boste dobili opremljeno zemljišče, ne? In na njem si lahko postavite svojo hišo, ne? Ampak pazite, ne, tega ne boste mogli prodajati, to boste lahko samo svojim otrokom zapustili, ne bo prenosljivo, skratka ne boste mogli nič delati, kot samo udejati svoj prostor pod soncem. Potem, da se... To je zato, da bi se preprečili kupovanje teh zemljišč s strani špekulantov oziroma nepremičninskih podjetij, ki bi potem to prodali naprej po večji ceni, ne? Tako, se tega vprašanja je silno malo, ne, tako da država lahko zagotovi pa res lahko zagotovi za vse, ki to potrebujo, ne, po drugi strani pa vsa ostala zemlja, velika večina zemlje države ostane na trgu in ostane lastniška in lastništva se ne dotika, ker kot smo rekli, lastništvo morajo ostati zaščiteno, ne. Na ta način se deloma poceni, potem pa lahko država naredi še dodatne zadeve, ne, lahko reče recimo, dobro, tukaj imate, 200 tipskih hiš, ne, ki jih smete postaviti na teh parcelah, ne? In vse so že predodobrene, skratka, nič vas ne stane, dovoljenje nič vas ne stane, arhitektura, vse so že podobrene. Ja. Tako, če to postavite, potem greste lahko takoj delati. Potem bi pa država lahko še rekla, glejte, če kdo si lahko privošči dolgoročno planiranje, si ga lahko privošči država, ne? Govorimo o finančnem planiranju. Skratka, če želimo mi, recimo država reče, mi pa ne bomo pobrali komunalnih prispevkov na začetku, še preden boste dali lopato v zemljo, ampak vam bomo to všteli v nadomestilo za uporabno zemljišča, ki se bo potem zvišalo, za 15-20 evrov na mesec, ne?
Skratka, nimate nobenih stroškov, dobili ste zemljo, tukaj imate načrt, gradite. Ne? Ne, zdaj smo radikalni, ne? Ampak... Zakaj pa ne? Ja, tako bi mogli stremeti, ne? To bi bila cena, če dajte tukaj prav razumem, za tega mojega kolega, namest 200,000 bi on lahko to hiško zgradil v bistvu za pol manj cene, oziroma še več kot pol manj. Več kot pol manj. Jaz mislim, da bi mogli ciljati. Država ne more centralno planirati niti določati tržnih cen, ne? Ampak kar država še kako lahko določa, je pa koliko njene storitve stanejo, pa koliko komplicira. Ne? To se pa da v zakonu. Če to vzameš stran, ne? Mislim, da pod 80 bi mogli priti, ne? Na hišo, na eno normalno družinsko hišo, ne? In to bi bil že v rangu nečesa, kar bi si lahko vsak privoščil in bi se malo manj o tem razmišljali, malo več o tem, kako bomo ljudi na Mars poslali mogoče. Ne? To, kar v bistvu mi zdaj govoriva, so sicer ideje, kako povečati ponudbo na trgu, ampak v bistvu je to najbolj socialna, najbolj socialistična ideja, kar sem jo slišal v zadnjih kar nekaj tednih. Ne? Mislim, socialna, ena najbolj takih idej, ki bi prinesla neko res korenito spremembo v tem, kako naša generacija, pa Slovenci, ne, v bistvu živijo. Ne. Tukaj gre za v bistvu le za pocenitev v bistvu najdražjega nakupa v življenju človeka, posameznika. Ne. In to, če si sam predstavlja, koliko enega denarja bi potem lahko ljudje prehranili za druge stvari, ne, kot si že prej omenil, ker bi potem lahko ta denar investirali v svoj posel, delo, ne, hobije in tako naprej. Mislim, ne samo socialni učinek, ne samo to, da bi ti ljudje imeli neko socialno varnost, ker bi imeli svoj kot zemlje, za katerega ne bilo treba veliko plačevati, razen tistega nadomestila za uporabo zemljišča, ki bi bilo nekoliko dražje. Pomislil, če bi se to začelo dogajati, Slovenija bi se praktično spremenila v gradbišče. Ne? Pomislil, kaj bi to pomenilo za majhne gradbince, ki bi vse to gradili. To ni program, to je hud kapitalistični program. Ne? Tako. Seveda, bi večino, oziroma bi s tem tudi spodbujali, da bi ljudje čim več stvari sami naredili, pa s tem tudi malo se naučili, oziroma tudi dobili neko ljubezen do dela, pa tudi ljubezen do svojih dosežkov, ne? Ker se mi zdi, da je generacija, ki je res nekaj tudi sposobna narediti za sebe, da je to omogočimo, da je to tudi nek tak duhovni napredek, do katerega bi lahko s tem prišli. Ne? Ja, če gledaš malo iz tega stališča, ne? Če se malo vrnemo na tisto najprejšnje razmišljanje, ne, o najemnih stanovanjih. Ne. Zdaj, zadnjič, ko sem gledal statistike, je bilo zelo zanimivo videti, da imamo v Sloveniji kot delež tistih, ki najemajo, največji delež neprofitnih najemov v razvitem svetu. Ne. Skratka, na vsaka enega, ki stanuje v tržnem najemu, ne, sta dva, ki dobijo ta denar v državo, oziroma imata na nek način subvencioniran najem. Ne? In če pomislimo, ne, se upravičujem, misel mi je šla. Že vedel, tem probo nazaj iskro vzbuditi. In sicer, ja, torej, omenil si delež neprofitnih stanovanj, da imamo največji delež neprofitnih stanovanj in da na vsakega enega, ki plačuje po tržni ceni, sta dva, ki plačujeta subvencionirano ceno. Potem si pa želel tukaj omeniti, da imamo zaradi tega problem. Mogoče to lahko bolj razložiš, kje je tukaj glavna problematika. Ja, moram priznati, da mi je misel šla. Vse zgodi. Potem ne moreš zaključiti. Ja, že redo. Ok, torej, kar se tiče na podlagi glede na teh vprašanj o nepremičninah in trgu nepremičnin in kako v bistvu mlado generacijo aktivirati, da se osamosvoji, mislim, da zelo dobro predstavlja, oziroma si dobro predstavil, zakaj so potrebne takšne reforme. Mogoče za konec lahko omenjaš še to. In sicer, kaj sem želel prej povedati, pa mi je to si omenil generacijo, ki je sama gradila svoje stanovanja in ima zaradi tega tudi odnos do teh svojih hiš. Ne? Tako, ja, duhovno, tako, ja. V zvezi s temi, s to veliko količino neprofitnih najemov, ne,
sem želel samo opozoriti, ne, da v Sloveniji se ustvarja to famo, ne, da je za visok odstotek lastniških stanovanj odgovoren Jazbinškov zakon. Ne. V resnici to ni res, ne, ali pa da je odgovoren Tito, tudi to ne drži. Ne. Slovenski stanovanjski čudež so samogradnje. Na vsako stanovanje pride po nekaj samogradnj, ki so jih ljudje gradili sami. Ne. In tisto, kar je v Jugoslaviji delovalo za stanovanjsko gradnjo, je bilo to, da je bila Jugoslavija liberalnejša do črnih gradenj, kot smo danes. Pač staro socialisti vedeli, da je socializem nekaj, kar se govori, ne pa kar se dela. Ne. In so zamižali na eno oko, da so si ljudje lahko zgradili domove in zaradi tega, ker so šli lahko mimo regulacije, ne, je bilo vse to cenejše in bolj dosegljivejše. Ne. In to je model, ki je deloval v Jugoslaviji. Liberalni model. Ne. Tako, v bistvu zelo zanimiva misel. Že dobro, da si se spomnil nazaj. Super, ker danes dostikrat slišimo, ne, torej, da živimo v nekem času divjega kapitalizma, ampak v resnici, kot si sam povedal, je bila Jugoslavija v marsičem liberalnejša oziroma je zamižala na eno oko in dovolila ljudem, da ustvarjajo, vsaj kar se tiče na področju nepremičnin. Ne. Druge, ne. Jugoslavija je, ko je videla, da socialistični model ne deluje, ne, mižala bolj kot danes katerakoli druga država. Mi smo lahko hodili na tržnico prekupčevati nelegalno robo in nas policisti niso preganjali. Ne. Mi smo lahko švercali, vsi so vedeli, da švercamo, ampak so nas pustili let čez mejo. Zato, ker so vedeli, da se ne da živeti brez tega, ne, da so preveč zakomplicirali stvari. Ne. In to ni edini primer. Ne. To se v zgodovini, še posebej v teh državah, ki se zaregulirajo, precej pogosto dogaja. Ne. Recimo primer je iz Lime, iz Peruja. To je opisoval zelo lepo Hernando de Soto v svoji knjigi The Other Path, ne, ko je dejansko opisal, kako so občine ustanovile posebne oddelke, ki so ljudem pomagali, kako naj se izognejo gradbeni zakonodaji, da so lahko izgradili. Ne. Tako daleč država. Wow. Država je izdala napise oziroma zapise, kako se izogniti njeni lastni zakonodaji. Tako, in če boš gledal, kako deluje v Sloveniji stanovanjski sklad, ne, ideja ni dosti dlje. Ne. Stanovanjski sklad, ne, naj bi bil državni igralec, ki bi zato lažje šel čez labirinte državnih predpisov kot navadni posamezniki. Neverjetno. Za konec tega dela o nepremičninah malce pokomentiraš, kako to, da, oziroma kje so ljudje našli boj za okolje v umiku, ravno kar, ko so omaknili tole regulativo za pridobitev gradbenih dovoljenj. Je tukaj upravičeno, da se tudi sprašujemo, če s tem uničujemo okolje, sploh glede na to, da so povedala, kolikšen del Slovenije v bistvu dejansko res pozidane. Se ti zdi to opravičljiv razlog? Nekje si dobro zapisal, da kdor ima tukaj pomisleke, naj ustanovi svojo stranko in ja, kar povej. Slabo povezavo ima, veš, tako da... Aha, se slabo sliši. Ne. Si slišal vprašanje? Ja, sem. Si. Ok, torej, če to morda malce pokomentiraš, bi bil ta najin plan, ta najin radikalen plan, ki so ga zdaj zastavila nekako okvirno, torej, da moramo to radikalno presekati, vse to kompliciranje in draženje življenja za naše mlade generacije, bi bilo to res problematično iz stališča okolja tudi? Ali niti ne? Noben od nas hoče živeti v umazanem okolju po svinjaku, ne? To je normalno, ne? Ampak moramo pa preseči oziroma dojeti, da trajnostni razvoj, ne trajnostni zastoj. Ne? In zelo dobro. Da reševati tako, ne? Da mladim ne dovoliš, da si domove postavlja. Tako kot vsi ti ljudje imajo svoje domove, tako pač tega v Sloveniji vsak služi in to ni ne vem kakšno breme za okolje. Ne. Obstajajo mnogo hujša bremena, s katerimi se ne ukvarjamo. Ne. Mogoče bi bil prostor in čas, da se pokvarjamo s pametnejšimi stvarmi, z bolj pomembnimi okoljevarstvenimi temami, kot je pa to, da si bojo naši mladi nekje stanovanja zgradili. Ne. Ker če tega ne moramo, ne, kaj nam pa koristi čisto okolje, če ljudi... Tako, če imamo bedo in resigniranost ljudi, ne, na eni strani.
Ne povej, Tomaž, sam, kolikor vem, si študiran informatika, ne? Torej se tudi dobro spoznaš na tehnologijo oziroma informacijske procese, pa mi morda lahko svetuješ, pa poveš kakšne ideje, kako bi upeljal tehnološke novosti v našo javno upravo oziroma kako bi lahko reformirali javno upravo tudi s pomočjo tehnologije oziroma če bi bilo tukaj tudi potrebno zmanjšati število zaposlenih ali je trenutno število zaposlenih dovolj učinkovito ali bi tehnologija lahko marsikaj delala sama. To se pravi, mnogokrat v Sloveniji govorimo o davčni reformi, ne? Ampak davki so posledica, ne? Se pravi, vzrok je javna poraba. Ne? In ne vem, če se spomniš nekega zakona, ki smo mu rekli ZUJF, ne? Ja. No, tisti zakon, ne, je to realnost upošteval. Namreč realnost je, da je v javni upravi več kot 90% denarja že vnaprej porabljenega za točno določene programe in dejavnosti, ne, ki so predpisane z zakonom. In če imamo mi vladavino prava, moramo te dejavnosti financirati, ne, ker imamo vladavino prava. Ne. In to pomeni, da se drastično javne porabe ne da nižati, ne, razen, ne, in točno to je ZUJF naredil, ne, če ti dereguliraš tiste zakone, ki ti narekujejo porabo. Ker če ti rečeš, da ni treba več strokovno lepiti vinjet na avtomobile, ne? Potem ti pa ni treba zagotoviti proračunskih sredstev za nekoga, ki bo to počel. Ne? Ker po vladavini prava moraš imeti tak zakonsko osnovo, da to narediš. Ne? No in pri nižanju javne porabe je pač ta problem, da je to zelo, kako bi rekel, to je zelo težko. Ne? To je zelo težko. Ne? Zdaj, zadnjič sem bral nek primer, ne, kjer je bilo, mislim, da ga je Marko Pavlišič objavil, kjer je bilo sicer nepovezano z javno porabo, ampak s precej podrobno temo in sicer plače, ki so tudi zelo zataknjene, zelo težko padajo. In kjer je bilo razloženo, da to se pravi, delali so eksperimenti in so predstavili zaposlenim dva različna scenarija. Ne. Prvi je bil, da je podjetje v recesiji, ne, ker je država v recesiji, ne, in da jim zmanjšajo plače. Ne, in tam je bila velika večina ljudi proti temu, se jim je to zdelo zelo nepravično. Ne. Drugi scenarij je bil pa, da je država v recesiji, ne, tiska denar in zato je inflacija. Ne, in da delavcem da je inflacija 12% in da delavcem zvišajo plače letos samo za 5%. Ne? In je bila velika večina ljudi za to, da se to stori, ne? Da je pa to pa pravično. Ne? Zdaj, anketa je bila, ne? Da so delavcem v obeh primerih vzeli enako denarja. In enako je za javno porabo, ne? Ki ti določa davke. Ne? Sicer javno porabo se najboljše zmanjšuje tako, da je ne povišuješ enako kot raste gospodarstvo. Ne. To je najbolj zanesljivo, kot vse ostalo je zelo robovo, zelo krvavo, politično nerealno in zato se tega tudi ne počne, čeprav bi bilo prav. Ne. Tako da to bi bil nekak način. Ne. Ja, ne, to, kar si povedal, to sem ravno danes, no, ko sem malce preletaval v tvoj Twitter, si objavil, a si danes dopoldne objavil to na Twitterju, ta zapis o dveh primerih, ne, kako ljudje vzamejo, kot si sam rekel, ne, dva različna scenarija. Enega, kjer se zniža plače, to sami vidijo kot krivično, če pa v bistvu inflacija požre plače, ne, kljub temu, da se nominalno dvignejo, ne, se pa ljudem zdi to v redu, ker ne opazijo takoj, ne, da je v bistvu inflacija požrla realni dohodek. Tukaj je Milton Friedman dobro rekel, in sicer, da je v bistvu oziroma inflation is taxation without representation. Ne? Torej, inflacija je v bistvu neke vrste državni davek, ne? Ki ga država naloži potiho. Ne? Tako je, to je odgovor na to, zakaj politiki lažejo ljudem. Ne? Ker to raje volijo, kot bi volili nekoga, ki bi jim povedal resnico. Ne? To bi resnico ni volil. Ne? In
točno to je tukaj na delu. To se pravi, imaš nekoga, ki je prizadet, ampak ena prizadetost se mu zdi celo pravična, ne? Čeprav je on tam, druga se mu pa zdi nepravična, sankcija je pa ista. Ne? Sankcija je pa ista, je pa res, da je potrebno malce več globjega razumevanja, ne? Za ta ukrep inflacije. Ne? Politiki tudi tako radi to tako imenovano tiskanje denarja in javno porabo, ne? Ker vejo, da če bojo na takšen način znižali ceno dela, delavci tega ne bojo opazili, celo navijali bojo za to, ne? In zato je ta opcija vedno bolj priljubljena kot pa opcija, da se ljudem realno pove, kakšna je slika. Evo, za konec, ko so že ravno pri javni porabi, se lahko dotaknemo enega od pomembnih investicij porabnikov javnega denarja, in sicer šolstvo. Zdaj, moje opažanje, danes imamo v bistvu še nikoli nismo imeli tolikšnega števila ljudi, ki bi bilo, recimo temu, formalno izobraženih, ampak po drugi strani še nikoli nismo imeli tako majhnega števila ljudi, in če se spet navežem prej na govor, ko so ga imeli o nepremičninah in gradnji, toliko malo število ljudi, ki bi bilo sposobno nekaj narediti, ustvariti, izdelati, izumiti in tako naprej. In me zanima, kakšno je tvoje mnenje, kako bi lahko šolstvo, ki se mi zdi, da je malce se degeneriralo v neko zavlačevanje odraščanja, kako bi lahko šolstvo reformirali tako, da bi dejansko mlade izobrazilo tudi tako, recimo temu, telesno, duševno, da postanejo odrasli in produktivni člani družbe. Zdaj, šolstvo je zelo ideološka tema. Razlogov za to je več. Bistveno je, da tista politična opcija, ki nadzira šole, nadzira tudi javno mnenje v veliki večini. In to je v Sloveniji še posebej izrazito. Mi vemo, da smo imeli nedavno na področju osnovnih šol, ta problem z ustavnim sodiščem, pa ta diskriminiranje otrok, ki so hodili v javne šole v zasebni lasti, začim otrokom, ki so hodili v javne šole v državni lasti, se je vse plačevalo. Zakaj se je to počelo? Ko smo gledali te podatke, je bilo vidno, da so, vsaj v primeru gimnazij, da so javne šole v zasebni lasti v Sloveniji špica, da nudijo otrokom odlično izobrazbo. In to je problem, zato ker šolstvo je bilo vedno razdeljeno na šole za elite, pa na šole za narod. To se je vedno dogajalo. Kaj pa vi mislite, da je bila gimnazija Bežigrad, da je bila to šola za ljudi Štepanskega naselja, pa Fužin, halo? Ni problem, da bi zasebne šole, javne šole v zasebni lasti motile ta sistem enakosti, ampak je problem, da bi na teh šolah šolali elito, ki ne bi bila pod nadzorom države. Dokler je to na Bežigradu, pa na Poljanski gimnaziji, imajo nadzor, jih lahko izšolajo tako kot jih. Tukaj se pa nenadoma pojavljajo neki neodvisni misleci, neka nova generacija, ki pride iz šol, ki niso pod tem šolskim programom, pod to presijo, pod temi programi iz zgodovine in tako dalje, ki si jih je establishment zamislil. In se zgodi, da elite niso več lojalni ideologiji. To je temeljni problem. In ta problem se potem prenaša seveda gor do fakultete. Zdaj, moja radikalna ideja je, da jaz sem sicer nedavno pisal o zajamčenem dohodku, ki pa ne more biti kar neselektiven, ker bi bilo to utopično, ampak mogoče določene reforme. In jaz še vedno stojim za tem, da če bi nudili nek zajamčen dohodek vsakmu, ki bi bil pod neko določeno mejo dohodnine, to se pravi vsem študentom, ker oni nič ne zaslužijo, potem bi zlahka od njih pričakovali, da si plačajo tako šolnine kot sobe, kot tudi prehrano. Ker bi imeli denar. In to jim itak zdaj večinoma plačujemo. In s tem bi lahko povečali konkurenčnost šolstva v Sloveniji. Druga stvar pa je, da seveda to ne bi odpravili tega problema, ki si ga omenil, problema inflacije izobrazbe. Tega, da
da je izobrazba vedno manj vredna, zaradi tega, ker je pač vedno več ponudbe ljudi, ki so izobraženi na določenih področjih. Ne? In jaz mislim, da tukaj pomaga samo to, da pač ni toliko vladnih programov, ki bi to blažili. Ne? Če ni toliko vladnih programov, ki bi to blažili, ne? Ljudje malo premislijo, kaj greš študirati. Ne? Pa če morajo potem kredit plačati, še bolj premislijo, kaj moraš študirati. Ne? In v tem smislu jaz vidim študentske kredite in plačljivo šolstvo kot eno izmed rešitev, da se ne dela prevelikih neumnosti pri študiju. Zdaj imamo to mogoče v Veliki Britaniji malo drugače rešeno kot Američani. Ne? Pri nas je tako, da ta študentski kredit, če par let po diplomi ne dosežeš dovolj visokih dohodkov, da ga odplača, se ti odpiše, kar pomeni, da po eni strani nisi prisilil delavcev, ne, da morajo tako kot v Sloveniji z davki financirati svoje bodoče šefe, ki se lahko tam izobrazijo, potem pa pridejo ista podjetja teh delavcev in imajo enostavno 3x večjo plačo že od začetka, ker so šolani, ne. Ampak si poskrbijo za to, da so ti ljudje sami plačali svoje šolstvo. Po drugi strani pa tisti, ki jih spodletijo, ne, ki so se napačno začeli, še vedno niso do konca življenja zakreditirani, kar spet ne bi bilo dobro. Ne. In se jim ta dolg pač tisti, ki pa iz tega šolstva veliko potegnejo, je pa tudi podobno, da potem na koncu šolstvo plača. Kakšno se ti pa zdi rešitev, kjer bi omogočali kjer bi država v bistvu predpisala nek program izobraževanja v osnovnih srednjih šolah, ki bi bil, recimo temu, narejen po nekem najmanjšem skupnem imenovalcu, torej da morajo vsi študenti, šolari pač se izobraževati v nekih temeljnih stvarih, da vejo nekaj o državi, zgodovini in tako naprej. Medtem ko bi ves drug program prepustila v bistvu šolnikom, da svojo iniciativo naredijo svoje šole in v bistvu bi lahko financirali starše oziroma šolarje, da potem sami odločajo, kateremu šolniku bi se šli, kater program bi želeli obiskovati, kakšno obliko šole bi želeli obiskovati in bi s tem dobili zelo neko veliko, niti ne bom rekel konkurenčnost, ampak neko veliko svobodo idej, kakšen tip šolanja je sploh primeren, ne? Nek tak poskus bi dobili, iz katerega bi se potem izkristalizirale dobre ideje, kot nek vavčarski sistem. Ja, to je švedski sistem, ne? Švedje so to naredili, ne? Aha. Ja, švedski sistem, to je skandinavski sistem šolanja. No, vidite, ta naša opevana Skandinavija, ne? Ja, tako, ne, to je švedski sistem šolanja, Švedje so uvedli davčarje, ne? Pri tem so poskrbeli, da šole ne smejo zavračati strok, ne, ker ni pošteno, da ti daš vavčarje, potem pa bogatejši z njimi doplačajo in grejo in dobijo boljši dostop do šola, ne, mora biti to vsem po talentu, ne. Jaz mislim, da je to krasno, ker staršem omogoča širino izbire in ker predvsem razvija ta Štrukerov monopol na izobraževanju, ki očitno ne proizvaja, ne, nekih izobraževalnih rezultatov, ki bi bili v praksi zelo uporabni. Ne. Mi imamo, ko se meri naša mednarodna uspešnost, se ponovadi meri predvsem faktografske zadeve, jezik, matematika, ki je zelo pomembna, in merijo se z nekimi neprimerljivimi okolji, recimo z neko Ameriko, kjer je 320 milijonov ljudi, mi smo pa mali homogeni narod. Ne. Edine meritve, ki bi imele smisel v Sloveniji, bi bile meritve primerjave med javnimi šolami v zasebni lasti pa javnimi šolami v državni lasti. Tam bi se videlo, katera je boljša, ne? Ker Slovenija kot sam sistem se težko primerja z ameriškim sistemom. Ne? No, te meritve so pa prepovedane. Pri nas, ko je Alma Mater naredila te meritve, so šolniki in šolski sindikati šli zelo dolgo šli a long way, no, da so to prepovedali. Ja. In to je tisto, kar bi recimo izpostavil pri tej izbiri staršev, ne, da se izobraževanje vzame iz rok sindikatov, ne, in da se ga da nazaj staršem, ne, vsaj vzgojo, ne, če že ne izobraževanje. Ne. Tam postopek izobraževanja in vse ostalo, zato pa tem pa jaz ne vem popraviti nič. Ne. Ja. Se ostavljam. Pa morda, kaj veš, ko si omenil Švedsko, da v bistvu to idejo, ko imam jaz, nisem vedel, da imajo že v bistvu Švedje razvito. Kako pri njih
izgleda pa sama zasnova programa. Torej jaz, če ustanovim neko šolo, imam dosti svobode pri tem, da določam, kakšen bo moj program, kako drugačna bo moja šola od drugih. Imam tukaj ti dovoljuje ta švedski model neko svobodo pri tem, da kreiraš moram priznati, da pedagoški program. Ne poznam švedskega modela. Okay. No, ker to se mi zdi dosti pomembna komponenta, če bi to naredili. Da, kot sem rekel, imamo neke temeljne predmete, ki bi jih morala vsaka šola zagotavljati, neka matura bi se še vedno lahko pisala, medtem ko pa način podajanja znanja, pa ne vem, čist primer, nekdo je bolj glasbeno talentiran, pa bi rad hodil v šolo, kjer bi imel več poudarka na glasbi, nekdo je bolj telesno talentiran, pa bi hodil na šolo, kjer bi imeli več poudarka lahko na nekih gibalnih sposobnostih in tako naprej. Nekdo bi hodil bolj na poslovne šole, že od malih nog, pa bi se bolj učili nekih praktičnih spretnosti, mehanike, karkoli. Tukaj vidimo, veliko enih idej bi lahko iz tega nastalo, veliko enih novih dobrih zgodb. Ne da ukalupljamo vse mlade, v bistvu neko uravnilovko šolskega sistema, kjer se mi zdi, da doskrat propadajo, vsaj pri svoji podjetniški poti, pa pri mojih kolegih sem opazil, recimo, da smo zaživeli, marsikdo od nas je zaživel šele potem, ko smo prišli na trg, ko smo začeli s svojim podjetjem, kjer so se res nekako talenti lahko razpršili in realizirali. Prej pa doskrat vidim, ljudje propadajo v šolskih sistemih, kjer ne vejo, kaj tam počnejo in čemu so tam. Se pravi, jaz na to gledam kot na pač trg, in država kupuje za otroke izobraževanje. In seveda država mora preveriti na tistih točkah, kjer želi doseči določen raven znanja, mora preveriti, če se to dosega, ker je tisti, ki kupuje. To se pravi, ona mora preveriti, če ti otroci znajo dovolj matematike, če ti otroci znajo dovolj teh temeljnih zadev, ni pa treba seveda tega mikromenedžirati. In to gre točno v to smer, kot si rekel. Več poudarka na stvari, ki jih želimo, ki jih kupimo, iniciativo se pa prepusti terenu. In to je po moje pot, ker če ti pogledaš današnje stanje, imaš minimalno število, mislim, da manj kot 10 javnih šol v zasebni lasti v Sloveniji, proti 100 šol, javnih šol v državni lasti. In seveda, te iniciative praktično ni, te dela po istem vzorcu. Tako je. In rezultati se ne poznajo direktno na teh področjih, kjer mogoče mednarodno celo imamo neke rezultate, ker to se da naučiti v šoli, se da optimizirati, ampak se poznajo na število inovacij na prebivalstva, na dodani vrednosti na prebivalstva, ker na teh področjih se tisto, kar si se učil, ne samo teorija, ampak praks, tudi funkcionalnost, na teh področjih se te stvari prelivajo v življenje. Ne to, kvadratno nas porešiti, ampak da potem ti znaš v življenju nekaj s tem narediti. Vse temu je namenjeno šolanje, tako, da ni namenjeno samemu sebi. Hvala ti, Tomaž, danes v bistvu predelala, kar se tiče števila vprašanj, malce manj, kot sem želel, ampak v bistvu ravno prav, zato, ker se mi zdi, da sva kar nekaj tem odprla in rešitev podala, ki bodo zanimali ljudi in bodo malce jih pripravila k razmišljanju. In to je tudi moj namen, da ljudje začnejo malce razmišljati preko Beyond Stage 1, kot je rekel Thomas Sowell, torej preko prvega koraka, da je tudi drugi in tretji korak še pogosto. Tako da hvala ti za tale pogovor, da si vzel čas zame in za naše poslušalce, bralce, gledalce. Tako da bomo še kdaj kaj naredili takega, tako da hvala ti. Hvala te, pa veliko sreče pri tem poslanstvu, je zelo dobro.